Meni piše, da sva. Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Konec tedna je pred nami drugačen, kot smo ga bili vajeni v preteklosti, a tako pač je, ostati moramo doma, potrpežljivi in zdravi. In to je najlažje s pomočjo športa. Za nami je prvi teden akcije Ostani doma in bodi teniško aktiven. Na Facebook Tenis Slovenije lahko najdete vse teniške vaje, ki jih je ta teden pripravil Robi Cokan. Glede na prve odzive pa vidim, da res pogrešate tenis. Brez skrbi, Robi je pripravil vaje tudi za jutri, torej za soboto in tudi za nedeljo. Verjetno pa tenis pogreša tudi naš drugi gost v Facebook live pogovorih, to je, samo pozor. Ladies and gentlemen, to the right of the chair, on the other side of the net, from Ljubljana, Slovenija, Aljaž Bedene. Z nami je torej Aljaž Bedene. Aljaž, kaj praviš, daj si nazadnje slišal ta poziv, si morda kar želel steči proti servisni črti? Živjo. Toliko dobrega poziva nisem slišal. Ampak ja, že kar nekaj časa nazaj, nažalost. Zdaj smo doma, situacija je taka, kaj je. Težje je, kakor sem mislil, ampak treba sprejeti, izkoristiti te trenutke doma. Pa ti je kaj dolg čas doma morda? Včasih je dolg čas, seveda, mislim, sploh zaradi tega, ker ni toliko dobrega vremena, še ta trenutek, ne moreš iti glih toliko ven. Mogoče prvi teden, mogoče 10 dni, prvih 10 dni, da je bilo v redu, pa ja, skozi vse isto, ne moreš iti nikamor. Počuti se, ko greš v trgovino, kakor da greš v vojno, ni najlažje, no, ampak ja, nekako premagujem ta dolg čas še zaenkrat v redu. Upam, da ne bo več dolgo trajal, čeprav vidimo, da se ne zboljšuje lih nekaj dosti. Dobro, toliko za ogrevanje. Naj opozorim, da lahko vprašanja pošiljate tudi na Facebook stran Tenis Slovenija. Dragi teniški prijatelji in prijateljice, torej kar pogumno. Dobili pa smo nekaj vprašanj že vnaprej, celo na Instagram profil Bokumja, ne vem, to je verjetno nadimek, zanima, v katerem klubu si najdlje igral? V teniškem klubu. Šport plus, definitivno. Šport plus, ja. No, to je bilo eno izmed vprašanj, ki ste jih postavili vi, teniški prijatelji in prijateljice. Zdaj pa pozor, Aljaž, nekako imamo omejene naše pogovore na 10 minut, torej na 600 sekund. Tule imam štoparico, poglej, 10 minut, zadnjo pa piše na mojem ovitku Dream Big. To bo prvo vprašanje za vse moje goste. Nam lahko zaupaš te tvoje sanje pred 20 leti in zdaj? Ta trenutek je ena in edina, da se čim prej to znormalizira, da začnemo normalno živeti. Po mojem imamo dosti podobne sanje zdaj vsi, torej da pridemo v normalno stanje. 20 let nazaj, ja, jaz mislim, da sem imel eno in edino željo biti uspešen tenisač, torej moja takrat želja je bila priti med top 100. Ja, s časoma so se te želje oziroma cilji zviševali. Kakor sem en intervju bral, še preden sem prišel prvič med top 100, torej mislim, da sem bil rangiran okoli 300 na lestvici, sem si želel res to top 100. Zdaj je ta cilj veliko višji, tako da če bi zdaj gledal na Dream Big, bi rekel, želim si priti med top 30 na lestvici. Ja, si 20 let. Lahko opišeš to ljubezensko razmerje s tenisom. Treniral si na začetku tudi druge športe, kaj ne? Ja, veliko se je spremenilo, sploh 20 let nazaj, ko sem še probaval kakšne druge športe, tudi med bolj ekstremnimi bi jaz rekel smučarske. 20 let. Lahko pišeš to ljubezensko razmerje. Se slišiva? Nekaj se mi je požalo vmes. Prosti, kar nadaljuj. Ja, smučarski skoki, probal sem tudi košarko vmes, ja, gimnastiko, recimo. Ampak ja, na koncu sem se odločil, oziroma so se odločili za tenis. Ja, definitivno so bile tudi slabši trenutki,
kakor se mogoče ta trenutek zdi, pa ko pomislim nazaj, lahko rečem, da je bil včasih tudi love-hate relationship, oziroma kar neki razočaran, želi si več, pa ti ne uspe. Jaz mislim, da je bilo od vsega, tudi ne vem, do res velike želje po uspehu, mogoče riskiranje svojega lastnega zdravja, recimo s tistim v 2012 v New Yorku, ko sem igral drugo kolo kvalifikacij, torej ta želja je bila toliko večja od tistega neriskiranja za poškodbo oziroma za posledicami, ki se lahko zgodijo kasneje, ko sem mogel takoj po tekmi na operacijo slepiča. Jaz lahko rečem, da je v bistvu čez vsa ta leta sem se naučil veliko, ogromno, spoznal ogromno ljudi, dobrih ljudi, prijateljev. Tako da mislim, kar me je naučil je to, da definitivno ne riskiraj življenja za tenis oziroma za željo po uspehu, zato ker se lahko pač tragično konča. Drugo je, definitivno je bila čez vsa ta leta ena ogromna želja po uspehu, po napredku, in tudi seveda pomaga to, da rad igram tenis, da si želim izboljševati, da vsak dan, ko pridem na trening, pridem z užitkom. Tako da, veliko stvari me je pa naučilo. Ostaniva pri tej temi, vendar pa ne bom pozabil na smučarske skoke, se bom takoj vrnil na smučarske skoke. Pa me zanima, zrasel si nekako v okolju v Sloveniji, kjer smo bili Slovenci v moškem tenisu zadovoljni s prvo 200-terico, pa na to 100-terico. Kdaj si ti začel spreminjati svojo zgodbo, pretrgal te verige? Kakšno je bilo tvoje mikrookolje, da si bil dovolj lačen uspehov, dovolj lačen zmag, da si prišel tako visoko zdaj? Govorimo o mikrookolju, jaz mislim, da je zelo pomemben vpliv staršev, ki verjamejo vate, ki čeprav nismo imeli ogromno denarja, tenis vseeno zahteva nek finančni vložek, sta se starša zelo potrudila, verjela sta v to, da se da uspeti, čeprav, ko gremo malo iz tega mikrookolja ven, tudi ostali tenisači, mogoče ne tisti najbolj uspešni, ampak tisti, ki so se je pač čutili, da enkrat sem dobil odgovor, zakaj sploh igraš tenis, oziroma kaj si želiš, takoj povem top 100, bil sem star 13-14 let, pa dobim nazaj odgovor, saj smo v Sloveniji, komu je pa ratalo, ne. Blažu Kavčiču je prvemu ratalo, meni je drugemu, jaz verjamem tudi, da ostali, ki smo prišli v top 100, da smo vedno verjeli v to in zato smo tudi prišli. Jaz mislim, da vse ti negativni komentarji lahko pač pomagajo, ne. Je pa pač, Slovenija pred nami ni imela nobenega med top 200 in je bilo težje, no. Naši pogoji, še zmeraj pogoji za trening pri nas niso idealni, oziroma daleč od tega, da so idealni. Boljši, ki si, težje najdeti partnere za trening, kar pač vidim zdaj jaz pri sebi, torej, ko sem toliko višji, igram s fanti in pač nivo ni na tistem, kjer bi si želel, da je, ampak v tem smo, no. Čez to je treba iti, oziroma v tem je treba biti, če si želiš živeti v Sloveniji, kakor sem jaz zelo rad doma. In to bi rekel v bistvu, da veliko stvari te lahko tudi ta negativno okolje nauči, če si pač dosti dober tukaj noter, jaz verjamem, da se vse da narediti. Hvala za zdaj. Morda na začetku tega odgovora si omenil starše, pa prej pri tenisu, da si se odločil tudi na podlagi staršev. So oni želeli tenis namesto smučarskih skokov? Povej malce, no, s temi smučarskimi skoki. Je bil kakšen sotekmovalec, ki mu je uspelo v skokih? Mislim, zdaj ne spomnim se, bili smo dosti mladi, na Iliriji trenirali. Jaz sem bil samo 1 leto tam.
starši oziroma skupaj smo se odločili, da se gre probati v to, zato ker jaz imam brata dvojčka in sva skupaj gledala na TV ekran in skupaj skakalci skakala, torej greš v počep, skočaš v telemark in to se je dogajalo redno. In ja, zgleda je bila pač neka ljubezen oziroma želja, da se tudi to proba. Mostec je bil blizu, tako da smo šli probati, 1 leto probavali. Na srečo je trener rekel, naj te noge uporabljava za tenis, zato ker pač, ali po eni strani je dosti pozno začel, fantje so bili boljši. In ja, mislim, seveda je pa tudi pri smučarskih skokih lahko povem, da nek strah bil prisoten, vsakič, ko se je šlo na višjo skakalnico, je bil nek zadržek, kar pri ostalih ni bilo videti. Ja, tako da lahko rečem, da pri smučarskih skokih moraš biti še malo bolj odpilen na dober način, da greš tja brez nekih zadržkov. Seveda jaz verjamem, da vsi imamo neke zadržke, ampak to na koncu koncev se je izkazalo, da ni ta pravi šport. Medtem, ko ja, z bratom oba sta si želela iti v kakšen drug šport, recimo nogomet, pa so starši bolj blizu za tenis. Dobra odločitev staršev bi lahko rekli in eden izmed staršev mi je zdaj poslal vprašanje kar prek mojega osebnega messengerja. Zanima ga Marka Štora, sam zase pravi, da je kar malce preveč zavzet starš, boš potem povedal, kakšen naj bo starš. Zanima ga, če imaš na razpolago statistiko. Djokovič ima bojda za to posebnega človeka in se potem morda tudi med igro ti odločaš glede na številke. Marko poda primer, če veš, da je Bekend ob črti uspe samo v 30%, ali se odločaš glede na te številke v ključnih trenutkih, ali so to odločitve plod znanja in intuicije. Razumeš, kaj želim vprašati? Ja, torej zdaj sta 2 vprašanja tukaj. Starše pusti za kasneje. Starše za konec, ok. Ja, glede statistike je tako, jaz sicer nimam, verjamem oziroma vem tudi, ko sem bil v Angliji, da kakšni ljudje uporabljajo to statistiko. Jaz bi rekel, da mogoče malo preveč, zato ker nas nasplošno boljši, ko si, oziroma več let, ko preigraš tenis, več je te intuicije in statistiko zdaj, koliko črt zadaneš, sploh v igri posamezno, je toliko težji, ker se prehitro vse odvija, kakšna kasnejša odločitev, kakor bi mogla pač ponavadi pomeni napako. Tako da jaz verjamem v to, da si lahko prej pogledaš, kaj deluje, ampak ponavadi greš na ta instinkt oziroma intuicijo. Medtem, ko za dvojice vem, da to veliko uporabljajo in jaz mislim, da sploh tam je veliko hitreje oziroma prvi, drugi udarc, tako da grejo, da se bolj fokusirajo na to. Tako da jaz pri sebi ne gledam na to, uporabljam pa statistiko za druge namere, kot je recimo, kam nekdo več servira, kam je mogoče bolj servirati, ampak tam recimo sploh pred servisom imaš čas za razmislek. No, ravno to, ko govoriš o razmisleku, Nuša je zdaj postavila vprašanje, zanimajo, kako Aljaž skrbi za svojo psihološko pripravo in kako pomembno se mu zdi pri doseganju dobrih rezultatov. Hvala in smajli. Ja, jaz mislim, da je ogromno še, ne bi rekel, negotovosti na tem področju oziroma bolj nezaupanja. Jaz osebno stremim k temu, da je to zelo pomembna stvar. Sam tudi delam že kar nekaj let z life coachom iz Anglije. Dodal sem pa tudi športnega psihologa lansko leto maja oziroma junija, Aleša Vičiča. Tako da lahko rečem, da se pozna, da se dobro dela, da imaš neko razumevanje samega sebe oziroma igre, kakšen si na igrišču, in da v nekih določenih situacijah tudi veš, kako odreagirati. Ja, meni se recimo pozna, odkar sem začel z njim delati, jaz mislim, da je moja psiha oziroma sam tenis šel na boljš, ker vem, kaj je bilo slabo, pa to ne govorim samo na igrišču, govorim tudi izven igrišča, da se v bistvu vse, karkoli je v glavi, postavi na svoje mesto. Tako da jaz v bistvu verjamem tudi v to, da
marsikateri vrhunski športnik ne uporablja tega, ker ne verjame. Jaz mislim, da imajo dobre komplekse, če lahko temu tako rečem, medtem ko drugi, ki si želimo boljših rezultatov, lahko samo napredujemo. Ampak je pa to recimo še zaenkrat nek tabu tema v športu, ki se mi zdi, da bo v naslednjih letih prišla na boljšo besedo. Ja, tudi v normalnem življenju je morda beseda psiholog tabu, vendar pa v zadnjih 2 tednih vsi nekako pogledujemo tudi, kaj predlagajo psihologi. Kaj morda tebi predlagal, kaj je dejal zdaj, ko smo vsi v izolaciji, kaj delaj? Zdaj, glede tega točno se še nisva pogovarjala, ker imam še vedno ogromno stvari za narediti. Ampak ja, verjamem, da če se bo to nadaljevalo, bova tudi te teme se dotaknila. Zdaj z vso to situacijo, nekaj je trenutna situacija, torej ljudje zbolevajo, kaj se zgodi, ostanite doma. Medtem ko jaz verjamem, da če pride kriza, se lahko spopademo tudi s psihološkimi problemi, kar je spet drug problem, ker se mogoče ta trenutek še kakšni ne zavedajo, ampak verjamem, da je stres recimo en velik faktor pri vsemu temu. Ampak ja, jaz osebno verjamem v to, da dela stvari, ki jih imaš rad, čim bolj, seveda doma je toliko težji, si ta čas zapolniti, iti v naravo, seveda so omejeni ti sprehodi v naravo, ampak jaz mislim, da vsaj zaenkrat se to lahko dokaj normalno opravlja, ampak jaz verjamem, da pač treba najti nek nov hobi potem in pač tudi z odhodi v naravo nekako zapolniti ta čas in ostati tudi zdrav psihološko. Si našel morda kakšen nov hobi, morda kakšna domača opravila, likaš, pereš? Sam sem šele zdaj opazil, da tele svoje srajce nisem zlikal. Kako pa je pri tebi? Ja, likam ne. Imam nekaj novih hobijev oziroma novo delo. Na srečo imava tudi vrt zunaj, kužka, tako da tudi to vzame nekaj časa. Ampak ja, jaz mislim, da bo vedno težje, ampak bomo probali čim boljš narediti, da bo glava ostala mirna, da stres ne bo na visokem nivoju, ali kako se temu reče, in da bomo čim boljš prebrodili te čase. Kako pa skrbiš za prehrano? To zanima Tejo. Tudi zame je to velik problem. Vedno me nekako tole mi diši, vendar ko vidim tole, ne vem, če vidiš nekaj sladkega, pa bi raje tole pojedel. Kakšna je pri tebi ta samodisciplina? Glede hrane sem super. Lahko rečem, da mogoče nekaj let nazaj sem bil zelo, zelo slab. Zelo slab, jaz mislim, da bolj iz tega vidika vrhunskega športnika gledam, ko sem bil recimo v Italiji na turnirju in vsak večer zapasil tiramisu, nisem mogel reči ne. Nisem niti vedel, se slabo počutim ali ne, zato ker kakšna sladkarija je bila redno na mojem listu po večerji. Tako da ta trenutek sem pa zelo dober. Lahko rečem, da je moja prehrana blizu tistemu, kar si želim, tudi moje počutje, rečemo, kar na zelo visokem nivoju. Ne pregrešim se toliko velikokrat, seveda, ko zapaše, vzamem kaj, ampak to ni zdaj v velikih količinah. Tako da zdaj ne bi rad govoril o številkah, ampak ja, recimo kakšna čokolada na teden ali pa nekaj takega tudi pade, oziroma kakšen košček, ampak glede vsega, torej vse stvari od jutri do večera imam pa zelo dober organiziran. Zdaj, ko smo doma, veliko kuhamo, oziroma žena veliko kuha, tako da je super, mislim, zdrava prehrana in definitivno se super počutim glede tega. Zdaj pa ne bom nobenega
grdo gledal, če bo vzel namesto jabolka kakšno čokolado, sploh v teh cajtih. Dobro, hvala lepa, zdaj se lažje počutim, ko končava, bom tole pojedel. Pa morda novo vprašanje na našem Facebooku. Zala Bizjak, mislim, da je to tista Zala, ki si je domačo sobo kar preuredila v igrišče, tako pridna je, mlajša tekmovalka. Kako je bilo igrati s Tsitsipasom? To verjetno vse zanima, ja? Občutek je bil zelo dober, no, nasploh na začetku, ko sva igrala, je imel mogoče on malo več pobude. Sploh na moje seriji se nekaj več break priložnosti, ampak ko sem videl, da se da igrati z njim, da v bistvu na tisti dan sem se boljš počutil kot nasprotnik, je bil večji užitek, ne. Tudi sam sem šel s tem, da naredim najboljš, kar lahko, igram dober, pritiska ni, zaradi tega, ker na vsako tekmo grem z namenom, da naredim najboljš, kar lahko, in če to naredim, si nimam nič za očitati in ponovadi je rezultat tega, da igram dober tenis. Seveda, ko zmagaš eno tako tekmo, je občutek še boljši in dokaz dobrega dela, ampak sami občutki čez to tekmo so bili pa taki, da sem želel ostati fokusiran na svojo igro, ne razmišljati o kaj se lahko zgodi. Tako da, ja, bilo je super. Dobro, ja, govoril si o občutkih. Ti občutki so bili na začetku sezone torej zelo dobri. Zdaj smo ta teden izvedeli, da ne bo olimpijskih iger v tem letu. Kako si sprejel to novico, na katero sicer nimaš vpliva, pa vseeno želel si nastopiti tam? Ja, mislim, zdaj glede na to, kaj se dogaja, smo mislim, da vsi pričakovali nekaj takega. Ja, ni lahko, no. Zdaj ne govorim samo o olimpijskih igrah, govorim tudi o stvareh, ki se dogajajo. Torej nam so uradno predstavili plan turnirjev do začetka junija. Jaz mislim, da bojo tudi do vsaj srede julija kmalu, torej da se, ne vem, ne igra 4 mesece, 5 mesecev, seveda ni lahko. Zdaj olimpijske igre so med temi turnirji. Želel sem si igrati. Zdaj, kaj se bo zgodilo s tem, vem, da prestavili bojo, kaj točno se bo zgodilo, pa ne vem, in ni lahko, no. Definitivno sem bil v dobri formi, želel sem si še izboljšati svojo igro, verjel sem v to, da lahko pridem do svoje najboljše uvrstitve, da lahko igram dober tenis, da lahko premagujem najboljše, zdaj se je to malo ustavilo. In po eni strani je težko, po drugi strani moraš to sprejeti. Kaj bo, noben ne ve, želi si samo iz te situacije najbolj potegniti. Ja, ne vem, če se opazil, midva imava kar dolg dvoboj, tale dvoboj traja že kar malce dlje, že tretjič sem na novo ponastavil štoparico, vendar pa tako zanimivo je, da zdaj vstopam recimo temu v tretji niz. Dobro, 1-1 je zdaj. Dobro? Velja. Pa morda si kaj v stiku s svojimi sotekmovalci, tu ne mislim na Slovence, ampak na tujce. Imaš kakšnega prijatelja v kakšni drugi državi, pa ti je zaupal, kako je v njihovi državi, kako oni sprejemajo koronavirus? Ja, imam, recimo Damir Džumhur, moj dober prijatelj iz Bosne, Dušan Lajović iz Srbije. Imamo tudi neko grupo top 100 igralcev, kjer se pač o aktualnih novicah oziroma kaj se bo dogajalo z nami, malo pogovarjamo, kako je z njimi. Recimo, tudi ena stvar, ki je bila takoj, Tomič rekel, da je zbolel za koronavirusom, najverjetneje, pa sem včeraj prebral, da temu ni tako, da niti ne ve, zakaj to rekel. Tako da ja, slišimo se, zdaj nekateri so dobili od svojih zvez neke stvari, torej neko pomoč za trening doma, nekateri čakajo, kaj se bo zgodilo, pa so malo bolj leni. Tako da marsikaj se dogaja, recimo v Španiji, Roberto Bautista, kakšna je situacija tam, torej da je zelo težka, da recimo tam je mogoče takoj za Italijo druga najslabša glede tega koronavirusa država, oziroma kaj se pač dogaja nasploh, vem, ampak ja, zdaj fantje vsi bolj, ki ne čakajo,
kaj se bo zgodilo, želijo, kar jaz iti čim boljš čez to, da ostanejo sane. In ja, mislim, ni lahko za nobenega. No. Zdaj vem, da v Gruziji Basiliašvili celo lahko igra tenis, ker ima igrišče doma. Zanimivo, no, kako se vsi spopadajo s tem. Definitivno ne imamo vsi istih pogojev. No. Tako. Pa morda torej samo v Gruziji igra ali še kdo drug igra, je kakšna informacija, da kdo trenira ali vsi trenirajo samo doma? Mislim, zdaj jaz verjamem, da še kakšen drug ima tudi svoje igrišče doma, ampak teh verjetno ni toliko velik. Ampak ja, zdaj večinoma trenirajo doma ali pa ne. Zato, ker vseeno 3 mesece trenirati samo doma pred naslednjimi tekmami je toliko težje. Ampak ja, zdaj ne pogovarjam se z velikimi, kar malo noter napišejo, ampak načeloma bolj čakajo, kaj se bo zgodilo in ostanejo bolj zdravi, kakor karkoli drugega. No. Koliko pa imaš ti lopar morda zdaj v zadnjih dneh v roki, pa tole žogico, jo imaš kaj ali jo samo mečeš svojemu kužku? Teniške žogice nimam nobene, to sem ugotovil šele pri teh izzivih na Instagramu, ko mi recimo Damir Džumhur tegal, pa rekel, ok, to tudi naredi, sem iskal žogico, nimam nobene, tako da sem s toletnim papirjem pol naredil. Teniški lopar sem pa lih zaradi tega vzel gor s sabo, ampak kaj pa lahko doma narediš, mislim, malo forehandov pa backhandov, ampak jaz tega ne delam. Jaz verjamem, da ko se bo prišlo nazaj, občutka ne bom zgubil, kakor vseh teh letih nisem zgubil. Sem bil tudi že 7 mesecev out, sploh brez loparja, pa je takoj nazaj prišlo. Pogrešam tenis po eni strani, po drugi strani pa vem, da je pač to izredna situacija in tudi jaz čakam. Dobro, no. Zala Bizjak je, kot kaže, danes že naredila vse za šolo, tako da je postavila še eno vprašanje. To vprašanje je tudi zelo dobro, kot kaže, je res zavzeta za tenis. Kako se odzoveš med tekmo, ko izgubljaš, ampak si zelo želi zmagati? Kaj si govoriš v glavi oziroma kaj spremeniš? Zanimivo. Definitivno se ne smeš sekirati. Torej, ko ne gre, jaz vedno verjamem v to, da vedno stremiš temu, da prideš na svojih 100%. Zdaj, velikrat se zgodi, da ne gre sploh na začetku, pa je treba nekaj obrniti, takrat je treba ohraniti mirno glavo, pomisliti na stvari, kjer si govoril pred tekmo, torej, kjer so cilji, da jih narediš med tekmo in k temu stremiš. Zato, ker verjamem, da ko prideš na svoj najboljši tenis, takrat se lahko kosaš z nasprotnikom, ko začneš razmišljati preveč stvari, torej, kaj on dobro dela, kaj je treba, seveda, vsak ima neke svoje minuse, na to je treba mogoče biti, da je pozoren, kjer nasprotnik naredi največ napak, ampak jaz verjamem v to, da se je treba takrat umiriti, mogoče v tisti minuti odmora zamisliti, zapreti oči, pa nek nov plan narediti, zato ker v tenisu se lahko hitro stvari obrnejo in zakaj ne bi mogoče lih na tisti tekmi stvari obrnil in šel naprej, torej dosegel tisti svoj maksimum in premagal nasprotnika. Seveda je pa težko si želeti oziroma si za cilj narediti oziroma začrtati, da boš nasprotnika premagal, zato ker od tega ni odvisna samo tvoja igra, je tudi igra nasprotnika. Tako da jaz vedno pravim na 100% misliti nase in bo. Upam, da je Zala tole zdaj poslušala, čeprav je vmes tudi tipkala, napisala je namreč ne sproti delam tudi za šolo. Jaz se vemo, ženske lahko delajo več stvari hkrati, tako da verjamem, da je tole slišala. Pa bi morda še pri vprašanju Žige se ustavila. Lani si menjal lopar in imel veliko težav na začetku. Lahko pišeš te občutke ob menjavi loparja, morda mlajši teniški igralci in igralke tega ne poznajo. Kaj je tisto, kar je najtežje ob spremembi? 6 let sem bil s Technifibrom,
in pol sem se odločil, da bom zamenjal material. Ne zaradi tega, ker mi mogoče ni bil všeč, ampak zadnji model ni bil isti kot tisti prejšnji. Sem rekel, ok, mogoče v teh 6 letih je bilo vseeno preveč sprememb. Sem rekel, ok, gremo na neko firmo oziroma nek lopar, ki mi bo ustrezal in bo vedno isti. Tako da sem se odločil za Wilson, zamenjal sem torej sam lopar, zamenjal sem strune, zamenjal sem tudi ročaj. Torej ročaj ni Wilson in je bolj oziroma delan na to, kaj meni paše, je custom made. Tako da ja, zdaj na začetku lanskega leta je bila mala katastrofa, zato ker pripravljeno sezono sem delal z enimi strunami, prišel na turnir, odigral, izgubil prvi set z Ravničem 6-0, slabo sem se počutil že na treningih tam, med tekmo rekel, ok, grem nazaj na neke strune, tudi od Luxilona, in te strune imel šlo do junija ali maja, kjer sem spet nezadovoljen, oziroma želel sem si več, vedel sem, da lahko več dobim, medtem pa sem imel tudi probleme z ročom, pokali so mi ročaji, tako da sem mogel biti več, ko sam nase koncentriran na loparje, kaj narediti. Ok, na srečo sem lih junija zamenjal torej, človeka, ki dela gripe. V Angliji sem dobil nekoga, ki dela to vrhunsko. Nimam problemov s tem, zamenjal strune, tudi lopar sem pa obdržal, tako da in ja, težko je. Jaz sem imel sicer s tem veliko več problemov, kakor imamo ponavadi, ampak jaz sem mnenja, da ko najdeš nekaj, kar ti zelo paše, mogoče traja 14 dni do 1 meseca, da res prideš v tisto, da zaupaš materialu in pa ko zaupaš materialu, jaz mislim, da lahko največ potegneš iz tega. Je pa res, da sem imel mogoče več težav, kakor bi si želel, in tudi moji rezultati niso bili tako dobri, kakor sem se dobro počutil. Ja, pa velikokrat ne rečem temu, da je razlog oprema, ampak v tem primeru je bila oprema, ker ja, recimo v Avstraliji igral sem proti Zverevu, imel sem samo en lopar, šel sem v Južno Ameriko, spet so ročaji začeli pokati, in ja, ko začneš razmišljati o opremi, tvoja igra ne bo isto dobra. Neverjeten timing imaš, poglej. Prišla sva do konca, zaključno žogo si imel, oziroma zdaj jo imaš, samo da ugasnem tole zvonjenje. No, kako bo šlo? Dobro, imamo samo še nekaj kratkih vprašanj. Dokončaj te stavke. Moj vzornik je? Fernando González. Zanimivo. Najboljši turnir je? Umag. In še, Aljaž Bedene v teh časih želi sebi in drugim? Veliko zdravja, pa da ostanejo doma. Hvala lepa, Aljaž, da si vzel čas in srečno v nadaljevanju. Ne bom rekel leta, sezona, nekako ne vemo, kdaj se bo začela. Lahko potem tole pojem ali ne? Dober tek. Hvala lepa, no srečno. Hvala, adijo. Ne pozabite, torej majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljejo do izjemnih rezultatov. Se vidimo torej v torek, ko se nam bo pridružil teniški trener Robi Cokan. Robi nam je ta teden pripravil številne zanimive teniške vaje in obljublja, da bo zelo zanimivo tudi jutri in v nedeljo. Več informacij o projektu Ostani doma in bodi teniško aktiven pa na družbenih omrežjih Tenis Slovenija. Tam lahko več izveste tudi o zanimivi nagradni igri. Pazite nase in se vidimo v torek.